Lepo pozdravljeni, sem Maša Jazbec, vodja DDT laboratorija v Trbovljah. S Tehnoparkom Celje sodelujemo že od samega začetka in nam je v veliko veselje, da lahko sodelujemo. Tako smo v Tehnoparku Celje izvedli že več delavnic, tako delavnice z virtualno resničnostjo, kot tudi delavnice spoznavanje naprave BSI oziroma vmesnika med možgani in računalnikom. Tako smo skupaj s Tehnoparkom Celje pripravili že več delavnic, ki jih imenujemo Brain-Computer Interface ustvarjalnice. Kajti na tej delavnici udeleženci lahko spoznajo naprave Brain-Computer Interface, lahko jih preizkusijo, potem pa lahko z njimi ustvarjajo. Tako da so imeli možnost udeleženci teh delavnic spoznati tudi našo inovacijo Brain-Computer Interface oziroma BSI slikarja, kjer lahko samo s pomočjo misli slikamo abstraktno sliko. Za ta projekt smo tudi prejeli zlato priznanje za inovacijo z Gospodarske zbornice Slovenije, in sicer tudi na državnem nivoju. Dobili smo posebno priznanje za sodelovanje v kreativnih industrijah. Projekt smo razvili skupaj s Srednjo tehniško šolo Trbovlje. No, tukaj si lahko ogledate tudi tak krajši video dokument te inovacije. Pravi, takole namestimo Brain-Computer Interface na glavo uporabnika, damo krajša navodila. Gre treba na začetku opraviti kalibracijo. Kalibracijo opravimo z znaki, v tem primeru so to znaki slikarske poteze, kjer smo si za inspiracijo vzeli slikarske poteze in barve našega priznanega akademskega slikarja Janeza Kneza. Tako s parimi potezami opravimo kalibracijo. Kalibracija traja nekako 2 minute in pol in potem smo pripravljeni na prostoročno slikanje, na slikanje samo z mislimi. Lahko naslikamo abstraktno sliko, ki si jo shranimo v računalnik in potem jo lahko tudi natisnemo na papir in jo obesimo na steno. Moram reči, da imamo že kar velik nabor teh abstraktnih slik, tako da v kratkem pričakujte tudi razstavo slik naslikanih z mislimi. Imamo pa tudi še nov projekt, ki smo ga zasnovali in ustvarili skupaj s podjetjem za aviacijo A4Mix. Mislim, da vam je podjetje A4Mix že znano, kajti tudi v Tehnoparku že imate njihov simulator letenja, in sicer Zmaja, in slišim, da je prava atrakcija. No, skupaj s podjetjem A4Mix, z njihovimi raziskovalkami, z Ines Repnik in Niko Mlinarič, smo pa razvile krmilo, kjer lahko upravljamo letalo samo z mislimi. Ponovno na uporabnika namestimo BSI napravo, tukaj lahko tudi seveda opazujejo svoje lastne možganske signale, se pravi aktivnost možgan. Ko namestimo BSI napravo na glavo, damo tudi očala za virtualno resničnost, potem uporabnika namestimo udobno v stol in ga pokrijemo. Za ta projekt smo namreč zasnovali tudi prav poseben sedež Neurofly, kajti če gremo v virtualno resničnost, se moramo nekako ločiti od realnega sveta, zato tudi tako pokrijemo uporabnika, pa tudi več možnosti ima, da se nekako lažje skoncentrira na samo delovanje BSI naprave, kajti tudi v tem primeru je potrebno opraviti krajšo kalibracijo, ker gre za letenje, tukaj opravimo kalibracijo z znaki oziroma s puščicami. Puščice so smeri letala, pač ukazi, kamor bi želeli, da letalo leti. Po opravljeni kalibraciji, ki traja 2 minute in pol, se pravi tole, kar zdaj vidite tukaj na projekciji, uporabnik vidi v očalih. Po opravljeni kalibraciji pa je pripravljen na letenje, oziroma mi to imenujemo neuroflying, na letenje letala samo z mislimi. Tisti znak, ki si izmerimo, tisto smer, potem lepo letalo leti.
Projekt so testirali tudi piloti in so ga ocenili za odlično izkušnjo. Tako da mi že res nestrpno pričakujemo, da bomo lahko projekt predstavili tudi v živo v Tehnoparku Celje. Do takrat pa srečno!